Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V današnji oddaji bomo govorili o tem, kako ugotoviti, ali se bo neki izdelek ali storitev dobro prodajal ali ne. Pregledovali bomo stare knjige, spuščali bomo princesko iz zvonika in ugotavljali o tem, kako v prodaji doseči, da bo vsa moč na vaši strani. Kdorkoli trdi, da kaj ve o marketingu in prodaji, na nek način laže. Kaj s tem mislim? Preden objavimo oglas, preden začnemo prodajati katerkoli izdelek, ne vemo v resnici, ali se bo izdelek dobro prodajal, predvsem pa ne vemo, ali smo se lotili prodaje na pravi način. Zato za današnjo rubriko nasvet je naslednji. Strokovnjaki in vsi podjetniki, ki želimo veliko in dobro prodati, moramo testirati. Testirati moramo svoje ponudbe, testirati moramo oglase, testirati moramo način prodaje, testirati moramo značilnosti izdelka. Šele ko testiramo, ko preizkusimo več možnosti, v resnici ugotovimo, kaj deluje in kaj ne. Za vas imam en primer, ki je star več kot 100 let. Avtor je Claude Hopkins in tukaj boste videli zdaj njegovih 8 ali 9 oglasov. O avtorju bomo še govorili v nadaljevanju v tej oddaji. In že pred 100 leti je Hopkins testiral 8 ali 9 različnih verzij oglasa za v tistem času neko zdravilo. Pa si poglejmo skupaj teh 8 ali 9 različnih verzij oglasov. Kot boste videli, je v glavnem spreminjal naslov. Tukaj piše $2 milijona smo porabili za to, da smo in tako naprej. Potem tukaj je You can't kill inside germs with medicine, won't you try Likozone free? We will buy in tako naprej. We offer $5,000 as guarantee on Likozone. 9 nations now use Likozone, won't you try it free? Millions know in tako naprej, pa še en, let us pay, it is wrong, I'm well because of Likozone. Koliko ur so porabili za to, da so prišli do tega zdravila. Poglejte, če ne probamo več načinov, v bistvu je prodaja zelo podobna osvajanju. Potrebno je ugotoviti, kateri je tisti prvi stavek, kateri je tisti naslov, ki bo v resnici prodal. In vsako zgodbo, oglaševanje pa ni nič drugega kot pripovedovanje zgodb, lahko začnemo na različen način in povemo na različen način. In verjeli ali ne, besede so pomembne, stavki so pomembni, način, kako povemo zgodbico ali oglas je zelo pomemben. In edini način, da ugotovimo, kaj deluje v našem poslu, v vašem poslu, na kakšen način bomo v resnici lahko prodali, je, da preizkusimo več možnosti, da testiramo, da se dolgo časa ukvarjamo s tem. Jaz poznam veliko podjetnikov, ki jim v resnici ne gre samo zato, ker niso preizkusili še dovolj možnosti, ko probajo en ali pa dva načina, pa rečejo, ne gre. Pa mogoče je odličen izdelek, odlična storitev, ampak niso testirali dovolj različnih možnosti. Torej, današnja lekcija je, testirajte, preizkusite, testirajte ponudbo, ceno, različne načine prodaje in ugotovili boste, če boste dovolj testirali, boste našli način, da boste povečali prodajo vašega izdelka ali storitve. Moj današnji gost je Mojmir Kovač, predsednik društva Škit. Jaz sem najboljši. Kaj v bistvu počnete v tem društvu, pa malo več besed o vašem zadnjem projektu, Princesko ste spustili z zvonika v Piranu. Kaj je bilo to? Ja, v bistvu mi skrbimo za to, da ljudi razgibamo, da se pri nas počutijo dobro in da se jim dvigne samopodoba. Zato je ta jaz sem najboljši oziroma jaz sem najboljša. Ker morate to povedati vsako toliko, ko so na naših prireditvah. Ta zadnji projekt je pa, kot že samo ime pove, Princesko smo spustili zvonika na trg v Piranu. Bilo je lepo, nepozabno. Vidim na računalniku poln trg, množica, kakršne že dolgo časa ni bilo. Ja, pač dobra zgodba. Potrudili smo se, da smo ukradli dobro idejo, ki smo jo pol nekako preuredili v naše razmere in rezultat je... Idejo ste ukradli v Benetkah, ne? Ja, ma tudi Benetke so že kje drugje to prej videli. V bistvu v Benetkah oziroma v Veneciji imajo ta karneval, ki traja cel mesec in na pustno nedeljo, ko se res nič ne dogaja, so morali nekaj narediti za to, da so ljudje tam ostali, da so potrošili še denar in tako naprej in oni spuščajo angelčka dol z zvonika. Mi pa imamo kopijo beneškega zvonika, ki je nekako starejši od originala, ker original se je zrušil mes. In če imamo kopijo zvonika, imamo lahko tudi kopijo prireditve. In
To je to. Ampak jaz dolgo časa že govorim o marketingu, ni toliko pomembno, odkot je ideja, ne, pomembno, da jo znaš realizirati. Kako težko je v teh časih dobiti eno veliko množico ljudi na kakršnokoli prireditev? Ni odgovora, ne? Nekateri potrošijo ogromno denarja za reklamo, za to, da ljudje pridejo. Včasih se ti pa tudi malo poklopi, ne? In z minimalnimi stroški narediš ogromno. Mora pa biti od zadaj dobra ideja kot tisto, kar ponujaš, kot dobra ideja za marketing, ne? Se pravi za promocijo. Recimo ena od tle je bila nas in Ljubljančane 300 tisoč, ne? Če 1% Ljubljančanov pride na trg, smo zmagali, ne? Pa je prišel kakšen Ljubljančan? Poln trg Ljubljančanov. Še kakšne vaše prireditve, ker potem ste znani, kaj so bili enkrat? Soline, rolanje? Ja, imamo najlepši in najkrajši tek na 10 km, ki se imenuje Povežemo Soline. Tu smo tudi prišli nekje na 1500 udeležencev brez €1 vloženega v promocijo in tako naprej. Imamo tudi kulinarični pohod istrskih dobrot, to je nadaljevanka, peš nadaljevanka teka, zato ker je v bistvu vse skupaj bilo preveliko in smo mogli to ločiti. Imeli smo svetovni rekord v množičnem rolanju. Ste ga podrli, je malo zmanjkalo, kako je bilo to? Malo je zmanjkalo, ne, ker v New Yorku ali pod Dunaju, ko se dajo skupaj, je 20 tisoč, ne. Mi smo pa prišli do števila nekaj čez 800 je bilo. Je pa res, da je bila nevihta čez celo Slovenijo in da mogoče, če bi bilo lepo vreme, bi bilo, ne vem, dvojno ljudi. Zanimivo pri tem projektu je pa to, da so vsi o tem govorili. Mi smo bili, ne vem, na kolikih televizijah pred prireditvijo, vsi radiji v Sloveniji so o tem govorili, posod se je pisalo. Se pravi, da če zadaneš z imenom in z akcijo, v bistvu imaš zastonj promocijo v medijih, ne. Pa je tukaj tudi kaj denarja, ne? Oziroma zakaj to počnete v resnici? Kaj je tiš razlog? Verjetno ni denar, ne? Ni, če bi bil denar, bi pol naredili vsak 2 meseca množičen rekord, ne. To je, bomo rekli temu, izziv ali pa želja, adrenalin, ne. Zdaj bomo pa nekaj naredili, zdaj bo nekaj dobrega in potem se bolj potrudiš, več energije vložiš in delaš srcem, ne, ker delamo sami postavimo stvari, sami pospravimo stvari in sami poberemo smeti na koncu, ne. Če bi pa to delali za denar, bi najeli ljudi, ki bi to delali in bi imeli sponzorje in bi prodajali čevape in pivo in to je to. Ampak to ni cilj. Koliko vas pa je v ekipi? Ekipa je velika odvisno od potrebe, ne. Ko je recimo Povežemo Soline, je, ne vem, tudi 120 ljudi, ki sodeluje v volonterju in tako naprej. Recimo pri Princeski nas je bilo njih 15 zraven. Samo? Pa poln trg? Ja. In še to smo si delali zastonj, ne. To je bil v bistvu najboljši projekt piranske občine, ki je za najmanj denarja dobila največji efekt, ne. Se pravi, vložili so 3 jurje, 100, dobili pa so poln trg, ne vem, 4-5 tisoč ljudi, ne. Tako da... Ste pripravljeni pomagati še kot drugot, recimo, če vas Ljubljančani najamejo ali pa Novomeščani? Če nas najamejo, smo takoj za. Drugače pa prav to razmišljamo zadnje čase. Ne bi nekaj naredili tudi v Kopru. Zakaj? Koper ima svoje ljudi, naj sami delajo, mi delamo zase, za svoj gušt pravimo in delamo pri nas, ne, zato da imajo naši občani nekaj od tega in pač ljudje, ki nas obiščejo oziroma turisti, ne. Koliko časa se že ukvarjate s prireditvami? Ne, ker dobiti, ne vem, par tisoč ljudi na kup je izjemno težko, ne. Jaz to sam tudi zelo vem, ampak koliko časa se s tem ukvarjate, pa kakšna bi bila mogoče marketinška lekcija za vse, ki želijo prodati, ne? Ker v bistvu prodajate kaj? Prosti čas zapolnjen ljudem, igre, zabavo. Prodajamo tisto, kar prodajajo vsi, recimo konkretno tek, ne? Tekov je vsak vikend v Sloveniji, ne vem, 3, 4, 5, 6, ne? Po celi Sloveniji, ampak Povežemo Soline je drugačen tek. Se pravi, prvo, kar smo naredili, smo morali se postati edinstveni, drugačni, ne? In potem, ko smo postali drugačni, smo to tudi povedali, da smo drugačni, da smo najboljši, da smo najkrajši, najlepši. V bistvu to so nam tekači povedali, mi smo pol to samo uporabili, ne. Veliko časa se potrošimo na temu, da razmišljamo, kaj bi naredili novega, drugačnega, privlačnega, da bi ljudje vedeli čez 1 leto, da so bili pri nas na solinarskem teku, ne pa da so bili samo nekje, ne. To in vso to stvar pol se komunicira dosti časa, ne. Za vsem tem je pa neka zgodba, ki naj bi bila ljudem prijetna, zanimiva, poučna in naj bi
ljudje, ko pridejo k nam, se zabavali, spoznali nekaj novega, se nekaj naučili in na koncu koncev tudi si dvigali samo podobo. Ne? Se pravi, biti drugačen, zgodba, pa dati ljudem nekaj, kar jim ostane. In ta biti najboljši je, kar se tiče samo podobe oziroma... Ja, pač, odkot izhaja, še enkrat. Ko se ti 4-krat zadereš v masi 1000 ljudi, jaz sem najboljši in si cel naježen, te ne ostavi nihče več. Ne? V bistvu pa manjka to Slovencem, biti najboljši? Slovencem maksimalno. Ne? V bistvu imamo Tino Maze in potem še 2 judoista dobra, ne? Ostalo pa je vse... Vidimo, ta samogovor naših športnikov včasih bo problematičen. O tem smo se pogovarjali, mogoče nam bo uspelo, saj smo se trudili. Takoj, ko ti ne greš za to, da boš prvi, si izgubil. Enostavno, ko greš ti na eno tekmovanje, da se boš dobro boril, ti se lahko dobro zgubiš ali pa slabo zmagaš. Kaj je boljše? Slabo zmagati. Naslednji projekt? Naslednji projekt, ja, jih je kar nekaj, stojijo v vrsti. Čakamo na tako inspiracijo, da bo, zdaj naj bi imeli državno prvenstvo v ležanju na plaži, pa božičke poleti v Portorožu in potem so te naši redni projekti za rekreacijo. In kako ne bi recimo državno prvenstvo v ležanju na plaži potekalo? Tukaj sponzorje verjetno ne bi bilo težko dobiti, ne? Kakšni farmacevti pa... V bistvu jih ne zanima, ne? Jih ne zanima, ne? Ker oni itak prodajajo in reklamo delajo maja, aprila za stvari, ne? Ležanje na plaži je kot neke igre brez meja, nekaj takega, ki bi se dogajalo na plaži, s tem, da bi bilo, ne vem, 10 ljudi, ki bi trpeli, se valjali po vodi, po pesku, po blatu, da bi drugi v tem uživali in se zabavali. Bomo videli, kaj bo prišlo ven iz tega. Kako pa prihajate do idej? Kaj se to gre na pijačo, oziroma se prebira knjige, gleda po internetu, kako človek dobi inspiracijo, novo idejo, da rečete, to bi pa morali mi narediti? Ali to pride samo od sebe, če ves čas razmišljaš o neki stvari? Ja, zdaj recimo konkretno za Povežimo Solin ali pa Princeska 2014 je že polno idej, zato ker je polno nekih vtisov bilo, pogovorov z drugimi ljudmi in potem se ideje kopičijo. Povežimo Solin je isto, neka nadgradnja. Kar se pa tiče novih projektov, prireditev, itak se ne more zmisliti nič novega. Ker tudi stvari, ki sem bil 100%, da to je pa moja, sem ugotovil, da v sosednji vasi to že 20 let delajo. Tako da v bistvu stalno v knjigah, časopisih, po televiziji, po internetu se kopičijo neke informacije in pol naenkrat se ti pa kar demo to. Kaj pa komuniciranje v glavnem, kako komunicirate z ljudmi? Elektronski mediji? Kaj je glavni kanal? Tako, zdaj vedno poskušamo biti zanimivi, ustaviti neko atrakcijo v zgodbo. Kot, ne vem, lani smo imeli božičke, cel mesec božičkov, pa smo postavili, ne vem, enkrat je bil pretep s Polštri, kot promocijo smo šli z jadrnico ven na morje, smo dali sporočilo v steklenico in metali to v morje, seveda smo se posneli in se dali na Facebook. Se pravi, poskušamo vedno najti neko zanimivo stvar, ki bo zanimiva in za ljudi, ki bojo to gledali, in za medije, da bojo o tem opisali. Ker če ti prideš v medije, ne rabiš pol nekega denarja za promocijo. Kje vas pa sicer lahko gledalci recimo video najdejo, da si pogledajo, kaj ste do sedaj naredili? Ja, na Facebooku, Mojmir Kovač, tam so fotografije projektov, na internetni strani škit.si, ne vem, mojmirkovač.si, moj blog, napišete Mojmir Kovač ali pa škit, ali pa jaz sem najboljši, ali pa Princeska z Zvonika, tako je polno. Smo najboljši, je tako, Mojmir. Ja, ampak se treba truditi. Hvala za obisk v studiu. Najlepša hvala. Danes imam za vas zgodbico mojega prijatelja, ki je po naključju ugotovil, kako se da na internetu kar lepo zaslužiti in to z dejavnostjo, s tem, da delaš nekaj, kar te tako ali tako veseli. Moj prijatelj je ljubitelj glasbe, džeza in pred leti je začel tako vsak teden, vsake nekaj dni svojim prijateljem pošiljati kratek mail in je rekel, poglej na spletu, na YouTubeu sem našel en video o džezu, poglej si ga. In to lepo je delal za svojo zabavo, zato ker je ljubitelj džeza.
čez čas pa je ugotovil, da ima že okoli 500 prijateljev, ki spremljajo to, kar dela in da te prijatelji te zgodbice, novice posredujejo naprej. Potem se je malce bolje organiziral in danes ima na listi okoli 30.000 ljubiteljev džeza, ki vsak dan od njega dobijo mail. V mailu je pa kratek video, ki ga je ta moj prijatelj našel na internetu. In ta projekt je dovolj velik, da mu prinaša toliko denarja, da mu praktično lahko potuje po svetu in ne dela nič drugega. Zdaj, kakšna je zgodbica za vse nas tukaj? Če imate nekaj zelo radi, če se na nekaj spoznate, potem obstaja možnost, da lahko iz tega naredite tudi denar. Zdaj, poglejmo se recimo na mojem računalniku, kakšen mail sem dobil, kako to izgleda, pa poglejmo poslovni model, ki stoji za tem. Poglejmo recimo, vsak dan dobim takšen preprost mail, kjer na kratko predstavi nek video, potem je link do videa in poglejte, kako to vse skupaj izgleda. Zelo preprosto iz YouTubea je vzel ta prijatelj video, okoli tega videa so pa oglasi, Googlovi oglasi. In te oglasi so dovolj, da se financira projekt. Video je pa pač vsebina, ki na internetu že tako ali tako obstaja. Torej, ničesar novega ne producira ta moj prijatelj, samo poišče nekaj, kar je zanimivo, posreduje to svojim prijateljem, denar pa prihaja od oglaševanja. In modelov, kot je ta na internetu, zelo veliko. Torej, vprašajte se, ali vam je nekaj všeč, ali imate kakšen hobi, ali bi bilo fino, da v tem hobiju kaj napišete, da pošljete svojim prijateljem kakšen video in mogoče se lahko vse skupaj razvije v poslu. Torej, nobenih začetnih investicij včasih ne potrebujemo na internetu in zelo hitro lahko ugotovimo, ali je tisto, kar delamo s strastjo, tisto, kar nas zanima, mogoče tudi zanimivo še za koga drugega in ali se da s tem tudi zaslužiti. Pred kratkim sem brskal po podstrešju v hiši moje stare mame in našel sem dve zanimivi knjigi. Ena je poljudno-znanstvena knjižica Kmečke knjige Pomenki o kmetijstvu iz leta 1950. Druga je pa, sem pa našel iz leta 1936, Računica za osnovne šole. Jaz sem prepričan, da imate tudi vi veliko starih knjig doma in splača se jih pogledati, ali pa splača se sposoditi kakšno staro knjigo v knjižnici, ker veliko znanja je ravno v starih knjigah. Recimo, da vam preberem en odlomek iz knjižice o kmetijstvu, ki piše Neznano očestvo koruze. V živalskem svetu so bitja moškega in ženskega spola. Po vsej svoji zunanjosti se precej razlikujejo med seboj. Razlikujejo se po velikosti in obliki. Pri nekih živalih je posebno očitna razlika v barvi dlake in perja. Za rastlinski svet veljajo druga pravila. Pogosto so na isti rastlini značilnosti moškega in ženskega spola. Ena sama rastlina lahko proizvaja svoje potomstvo. Hkrati je oče in mati. Taka rastlina, ki ima dva spola, je tudi koruza. Ko jo gledamo na njivi, mogoče sploh ne vemo, da so svilene niti na storžu značilnosti ženskega spola, metlica na vrhu stebla pa moškega spola. Ko zelo zanimivo napisano, škoda, da v današnjih učbenikih ni tako zanimivih tekstov, ali pa tale računica, ki jo bom prav gotovo uporabil pri šolanju mojih sinov, recimo, gospodinja razstriže 8 metrov 80 cm blaga za zavese na 4 pole. Kako dolga je vsaka pola? Ali pa kmet pripelje na trg jabolka in prodaja po 4 din kilogram. Iz kupička je naštel 996 din. Kaj moreš izračunati? In tako naprej. Kaj vam želim danes povedati? Poglejte stare knjige, izposodite si jih iz knjižnic, sicer pa, ker je to oddaja o prodaji, o marketingu, vam svetujem, da na internetu vtipkate Claude Hopkins in si brezplačno naložite najboljšo marketinško knjigo, po mojem mnenju vseh časov. Avtor je Claude Hopkins, naslov je Scientific Advertising. Pogledate na internet, videli boste, da je knjižica dokaj kratka, mislim, da ima koliko je, 20 poglavij, 80-90 strani. In kaj je glavna poanta tega knjige oziroma avtorja? Avtor pravi, da je edini namen oglaševanja prodati. In to včasih, v današnjih časih, mnoga podjetja, mnoge oglaševalske agencije pozabljajo. Se pravi, namen oglaševanja ni nič drugega kot prodati in če boste prebrali to knjigo o marketingu, boste precej bolje razumeli vse ostale knjige, morda vam pa sploh ne bo potrebno prebrati še kakšne druge knjige.
Pri procesu prodaje je zelo pomembno, kdo ima več moči. Predstavljate si nepremičninski trg pred 10 leti. Kdo je imel več moči? Prodajalci ali kupci? Pred 10 leti, če si prodajal nepremičnino, si imel seveda vso moč. Odločal si o ceni, kupci so stali v vrsti, odločal si se, ali bi prodal danes ali bi jutri. Kaj pa danes? Kdo ima večjo moč? Prodajalci ali kupci nepremičnin? Danes ima veliko večjo moč kupec. Kdor ima denar, se lahko pogaja, ima veliko izbiro, sam se odloči, kdaj bo kupil, kje bo kupil, od koga bo kupil. Ali pa če se spomnite starih socialističnih časov, ko so ljudje čakali v spalnih vrečah pred prodajalnami avtomobilov, takrat so imeli vso moč prodajalci avtomobilov. Danes jaz mislim, da so že skoraj bliže časi, ko bodo prodajalci avtomobilov parkirali pred našimi hišami v spalnih vrečah, počakali in nam ponudili testno vožnjo. Torej, dragi podjetniki, ko se enkrat odločate o tem, kaj bi prodajali, s čem bi se ukvarjali, razmislite, ali boste imeli pri prodaji tistega ali izdelka ali storitve dovolj moči. Namreč zelo lepo je prodajati, če imaš moč, če prodajaš nekaj, kar si kupci želijo, kar morajo imeti, in veliko težje je prodajati nekaj, kar prodaja že vsi, ker je konkurenca zelo velika, ali pa zelo težko je prodajati recimo preventivo. Ljudje zelo radi kupimo nekaj, kar nam takoj reši nek problem. Če me boli koleno, takoj kupim mazilo, namažem, odpravim bolečino. Če mi pa nekdo prodaja tabletke, zaradi katerih me koleno ne bo bolelo čez 20 let, bom pa rekel, mogoče pa raje ne. Seveda, sami odločamo kot prodajalci o tem, ali bomo imeli moč ali ne. Kdo ima več moči v prodaji? V prodaji ima več moči tisti, ki ima nekaj ekskluzivnega, tisti, ki ima avtoriteto, tisti, ki je priznan za strokovnjaka na določenem področju. Zakaj so recimo obrtniki še vedno v Sloveniji tako dokaj nezanesljivi, včasih se ne javljajo na telefon, ne pridejo takrat, kadar so obljubili? Ker imajo večjo moč, ker je več povpraševanje kot ponudbe. Torej, kot kupci se moramo vedno zavedati, ali imamo več moči ali manj. Če imamo več moči, se lahko več pogajamo, je moč na naši strani. Kot prodajalci enako, če imamo več moči, bomo drugače postavljali pogoje, kot če nimamo moči. Je pa nekaj res, kot prodajalci lahko pridemo do tega, da bomo imeli več moči s pravimi odločitvami o tem, kaj bomo prodajali, na kakšen način, v katerem trenutku. Torej, zavedajte se, da pri prodaji in nakupovanju gre zelo pogosto za to, kdo ima več moči. Najlepša hvala, ker ste bili danes z nami. Prepričan sem, da vam je bila oddaja všeč. Spremljate pa nas lahko tudi na spletu www.vaskanal.com. Najlepša hvala.